Ali veste, kaj imajo skupnega zbirališče odpadne kovine, koncert in vaša vhodna vrata? Vsa uporabljajo elektromagnete, naprave, ki s pomočjo elektrike ustvarijo magnetno polje. Na zbirališčih odpadne kovine jih uporabljajo za premikanje težkih kosov kovine ali celo celih avtov. Vaša najljubša glasbena skupina jih uporablja za ojačanje zvoka. Ko nekdo pozvoni na vaša vhodna vrata, majhen elektromagnet pribije kovinsko pritrkalo ob zvonec. Elektrika in magnetizem sta dve izmed temeljnih sil v vesolju. Odgovorni sta za vse od električnih in magnetnih polj do svetlobe. Odkar je Hans Christian Elsted z eksperimentom dokazal, da električni tok ustvari magnetno polje, se znanstveniki trudijo najti nove načine za generiranje elektromagnetnega polja. Tako je nastal elektromagnet, priprava, ki s pomočjo električnega toka inducira magnetno polje. Od začetnega izuma kot znanstveni inštrument je postal vse pogosteje uporabljen v industrijskih procesih in elektronskih napravah. Elektromagnet se od trajnega razlikuje po tem, da se magnetno polje inducira le takrat, ko skozenj teče električni tok. To predstavlja veliko prednost povsod, kjer je potrebno prižiganje in ugašanje magnetne privlačnosti. V naslednjih nekaj minutah bom opisala nekaj primerov uporabe elektromagneta v vsakodnevnih pripravah. Dober primer tega, kako koristna je aplikacija elektromagneta, tam, kjer trajni magneti preprosto ne bi imeli smisla, je hišni zvonec. Večina električnih zvoncev je zgrajenih iz kladivca in zvonca. Ko gost pritisne na gumb pri vaših vhodnih vratih, se tako krog znotraj zvonca zapre, kar pomeni, da je krog povezan. Zaprto krog dovoli elektriki, da teče in ustvari magnetno polje, ki privlači kladivce. Zaradi spremenjenega naboja se kladivce pribije ob zvonec, kar vas opozori na obiskovalca. Ko se kladivce premakne, to odpre krog. Zvonec zazvoni, gost spusti gumb in zvonjenje se preneha. V centru zvočnika je magnet s svojim severnim in južnim polom. Ima dva dela, ki usmerjata magnetno polje proti središču magneta. Centrirana tuljava, narejena iz bakra, je narejena tako, da ko tok določene polarnosti izteče v eno smer, to tuljavo premakne v to smer. Ko ne dobi nobenega toka, ostane v nevtralni središčni legi, ko pa dobi drugače polariziran tok, se premakne v drugo smer. Ker so električni valovi, ki nastanejo iz zvoka, narejeni iz izmeničnega toka, se bo tuljava izmenično premikala v eno in v drugo smer. Pri nizkih tonih se bo premikala počasi, pri visokih pa hitro. Na tuljavo je nastavljen stožec, ki se z njo premika in tako ustvarja gibanje, ki ga poslušalec sliši kot zvok ali glasbo. Elektromagnet se uporablja tudi za premikanje odpadnega železa iz enega mesta na drugo. Na odpadu ima žerjav velik kovinski disk,
ki ni trajni magnet. Upravljalec žerjava spusti elektromagnet nad kup železa in nato prižge električni tok. To povzroči, da se disk namagneti in privlači odpadno železo. Ko električni tok ugasne, se disk razmagneti in železo pade iz diska. Na ta način se velike količine železa lahko z lahkoto premakne iz enega mesta na drugo. Zanimiva uporaba elektromagneta je vlak na magnetni blazini oziroma maglev. To je vlak, ki lebdi na močnem magnetnem polju, ki ga ustvarijo superprevodni magneti v tračnici. Zaradi odsotnosti fizičnega stika med progo in vozilom se edino trenje dogaja med vozilom in zrakom. Zato je pogon vlaka ekonomičen, obenem pa mu omogoča doseganje visokih hitrosti okrog 500 km/h. Razmerne razdalje se učinkovito kosa z letalom. Trenutno sta v komercialni uporabi samo dva, v Šanghaju in na Japonskem. Torej, aplikacij elektromagneta je tako rekoč nešteto. Poganjajo vse od kuhinjskih aparatov do elektronskih naprav in javnega prometa. V prihodnosti bodo mogoče uporabljeni tudi pri potovanjih v vesolje, kjer bo magnetno polje uporabljeno za ionski pogon.